Naši bregovi bi bili zaraščeni z grmovjem, če ne bi bilo vinske trte. Tudi naši ljudje bi bili manj veseli. In prav zaradi tega razmišljam o vinogradništvu kot o nečem, kar je več kot samo gospodarska dejavnost. Če pa grem v našo Belo krajino, lahko rečem, da so prav Belokranjci znali stkati iz tega mozaik, ki mu lahko rečemo gospodarski uspeh. Majhni, srednje veliki, veliki in nenazadnje tudi zadružna klet. In to je tisto, o čemer bomo govorili danes v zgodbi o Vigredi. Ja, zgodba in resnica o vinu je pravzaprav tista, ki jo moramo delati drugače, kot smo jo delali do sedaj, saj je to gospodarska dejavnost, od katere ljudje živimo. Tu ne gre tako kot pri nekaterih drugih izdelkih, ki se ne smejo reklamirati za nekaj, kar bi lahko rekli, da je zdravju škodljivo, saj še do zdaj nismo razpredli o tem, ali je to zdravju pomembno živilo ali ne. Sam pa mislim, da je pravzaprav vsebina takšna, kot sem jo povedal v napovedi. Naši bregovi bi bili zaraščeni z grmovjem. Pa naj o tem razmišlja, kdor si že vodi na kakršen način hoče. No in vinska Vigred se je zgodila in poslušajmo predsednika. No, 30. vinska Vigred in tudi 3. borza vin, ki jo pripravljamo za gostince. Naš namen je, da tudi ta najboljša ocenjena vina pridejo v gostinske lokale, zato vsako leto v četrtek pred začetkom Vigredi, ko je še malo bolj mirno, povabimo gostince in jim predstavimo tudi nagrajena vina, katera želimo, da pridejo v lokale. Prišli bojo večji vinarji, ki imajo tudi tržne viške vin in vsa ta vina bojo tudi na voljo, tako da vsi gostinci, ki bojo prišli, bojo direktno v stiku s pridelovalci in tako se bo lahko tudi dogovorili za kak posel. Vinska Vigred mislim, da je v teh 30 letih naredila zelo veliko za samo vinogradništvo, vinarstvo v Beli krajini. In mislim, da če bi primerjali vina izpred 30 let in danes, bi videli, da je to ogromna razlika in ta tekmovalnost med samimi vinarji je doprinesla tak velik uspeh belokranjskih vin. Letos je šel šampion Belokranjca PTP v Semič, v klet Nampel, Malnarič samo. Metliška črnina pa je ostala v Drašičih, tako družina Plut je dobila metliško črnino šampiona, no šampion predikatnih vin je pa šel v vinsko klet Šturm. Poglejte, razmišljam pravzaprav o tem, na kakšen način to vinogradništvo je vtkano v to belokranjsko pokrajino, na kakšen način ta človek živi s to vinsko trto. No in eden od zmagovalcev je tisti, ki bi ga rad poprašal, zmagal si in bil si najboljši, ampak daj mi povej, na kakšen način se živi to belokranjsko vinogradniško življenje? Ja, kar nekaj let je že za nami. Par rodov je, ki so se ukvarjali z vinarstvom, tako kot so se tudi vsi ostali domačini v Semiču. Vsak ima nekaj vinograda, nekaj vina in tudi nekaj tržnih viškov. S tem, da recimo imamo zgodovinsko sliko iz leta 1928, ko je bil moj praded sodar in je že takrat se ukvarjal s sodarstvom, tako da bomo lahko rečem tudi malo to sodarsko zgodovino. Leto 92, letos bo to 20 let nazaj, se je pa začela naša rast. Dobili smo takrat šampiona Laškega Rizlinga, katero bo tudi potem prvo kot stekleničeno vino. In od takrat počasi smo začeli rasti tako v količini kot kvaliteti in tudi v širini ponudbe. Sigurno brez vinogradov ni vina. Sedaj imamo 3 vinograde v Stražnem vrhu, potem na Gradniku, je na drugi strani Semiča, tako da v razponu 20 km obdelujemo več kot 30 različnih lokacij, tako da moramo biti kar pazljivi in imamo v bistvu tabelo, kjer se dela tako traktorska kot tudi ročna, beležimo po terminu in pa po aktivnosti, da ne slučajno katerega spustimo. In naj povem za hec, da smo pred leti tudi en vinograd pozabili potrgati, vse smo že pospravili, klet je bila polna in potem me kliče sosed, pravi, samo kdaj boš pa ti prišel potrgati.
in potem razmišljam in resnično smo pozabili vinograd potrgati in smo potem še tisti dan to dokončali. Ja, recimo mi 2/3 od 35.000 trtcev so v bistvu naši, tretjino smo pa vzeli v najem vinograde, če le niso premejni in pa pogoje, da so strojno obdelovan, možnost strojne obdelave. In te starejše vinogradi so sigurno, bi rekel, stari dobrih 30 do 40 let povprečju. To so bili vinogradi, ki so bili posajeni po neke recepture enega belokranjca oziroma ene metliške črnine in ta sestava je še danes idealna in belokranjc iz teh vinogradov je danes, lahko rečem, med ljudmi, ki radi uživajo v dobrem belokranjcu, zelo pohvaljeno. Ja, samo, poglejte, na nek način se nam predstavil, kakšno je vaše vinogradniško življenje in z belokranjcem PTP ste dosegli zavidljiv rezultat. Marsikdo bo z zavistjo zrl v vaše vinske gorice in kaj vam pomeni? No, tega šampiona v Metliki, se pravi vinska Vige 2012, ki smo ga dosegli v kategoriji belokranjc PTP, je naša družina, naša klet zelo vesela. Čeprav lahko rečem, da že vrsto let se naš belokranjc vrti med boljšimi. To tudi nam pomaga pri dobri prodaji vina in smo tudi poznani po dobrem belokranjcu. Konec koncev je tudi belokranjc za našo klet po količinah zelo pomembna sorta, saj ga imamo mogoče tam 60% vsega vina je kot belokranjc predstavlja. Na drugem mestu je pa metliška črnina, ki je pa tudi zelo za nas pomembna sorta in vse ostalo so pa potem sortna vina, od katerih je pa mogoče na tretjem mestu kot čista frankinja, ki pa lahko tudi rečem, da je vse bolj in bolj preljubljena med ljubitelji rdečih vin. Če so Malnaričevi stari zapriseženi vinogradniki in sosodi začeli svojo pot, pa bi lahko rekel, da so pri Šturmovih v novejšem času zasadili vinsko trto in z njo želi uspehe, lahko bi rekel, na vseh vigradih, na vseh predstavitvah. Še posebej pa so se prav v obrtniškem smislu, ki ga je zasnoval oče, lotili te prodaje tega vina, življenja s tem vinom. No in predstavimo jih, ker so letos dosegli kar lep rezultat. Ja, v naših butični vinski kleti Šturm je vinarska tradicija že cirka 40 let. Starši so začeli z 700 trtami rumenega muškata, ker je bil takrat prvi nasad rumenega muškata, tako da lahko rečemo, da smo na rumenem muškatu že 40 let doma. Segment predikatov v naši kleti predstavlja nekaj 35 do 40%. Največ je seveda rumenega muškata, saj ga imamo tudi največ po številu trt, potem sledijo še šardonje in pa traminec, s katerim smo tudi največ dosegli, ker ga tržimo pod blagovno znamko prepovedan sadež. Imamo 8 hektarjev svojih vinogradov, nekaj imamo tudi kooperantov. Moram, kot sem že prej povedal, največ imamo rumenega muškata, potem sledi modra frankinja, modri pinot, šardonje, traminec in pa seveda avtohtone sorte, brez katerih v Beli krajini ne gre. Vina prodajamo v glavnem na slovenskem trgu, nekaj malega na avstrijskem in Nemčiji, ogromno pa je seveda tudi prodaje na Hrvaško, temu lahko rečemo nekako neuradni izvoz, kjer ljudje pridejo sem, si kupijo vino in ga se pravi gre za butično prodajo. Pravijo pri Šturmovih, da je njihova promocija kvalitetno vino. Bolj redkobesedni so, v glavnem opazujejo, kakšen je nasmeh oziroma kakšen je izraz obraza takrat, ko se spije kupica njihovega rujnega vina. Letos pa šampioni. Ja, prav gotovo to za našo klet pomeni eno potrditev, da gremo v pravo smer, se pravi, da so naše vino letnika 2007 degustatorji prepoznali kot dobro ali kot najboljše. Čeprav moje osebno mnenje, glavno besedo bodo rekli pivci oziroma kupci, tako da moramo počakati še nekaj časa, da vidimo, kaj pride. Glede, tako v teh časih je težko reči o neki viziji, trg se spreminja z dneva v dan, prihajajo novi ponudniki, veliko novih idej probaš, veliko krat ne rata, tako da moram reči, da nekako nimam za neke ideje za neko novo vizijo. Ja, pogledajte, danes človek nič ne more narediti sam, ta uspeh je seveda
rezultat celega kolektiva, ki je sestavljen tudi iz družinskih članov. Velik delež je pa tukaj tudi pripomogel, se pravi, naši kupci, katere zelo cenimo in lahko rečem, da so to najboljši kupci na svetu, mogoče boljši od tega vina. Ja, Krucifix, zaščitna znamka, lahko bi rekel, prijatelj, vinogradnik, pred katerim se zagotovo poklonim, pravi, da je letos vesel. Ja, mi smo zelo zadovoljni, naša vinska klet, družina Prus, zadovoljni, da smo na jubilejni 30. vinski vigredi dospeli take rezultate, kot so, da imamo kar 21 zlatih medalj, pa 17 velikih zlatih medalj. Pomeni, da so naša vina visoke kakovosti, priznana, zato imamo tudi obiske na sami stojnici, ki imamo tukaj v Metliki, tako da se trudimo za kakovostjo in seveda s pridnostjo prideš do tega, da ti vina kotirajo na tržišču, da so odlična, da se moraš truditi od rezatve vinske trte, kako se nastavi predelek, potem pa njega skozi leto. Seveda, da je zelo pomembna tudi predelava grozdja v vino, nežna predelava grozdja v vino, se reče, pa tudi njega mladih moštov vin do končnega proizvoda, pa seveda, da je pomembno, da v našem času tudi trženje, marketing, kar tudi izvajamo na različne konce. Ja, imamo kar 15 parcel, na teh 15 parcelah pa raste 41 tisoč trsov, to pomeni, da je 8 hektarjev vinogradov, ki so v rodnosti, da pa smo pripravili že parcelo za naprej, za regulanje 1 hektar 25 arov, smo kupili, ne se reče, da bomo imeli spet nasad za naprej, vendar se bomo odločili čez leto ali dva za ta nasad, ko bomo še pač dorekli, katere sorte ali dosadimo ali nekatere sorte na novo posadimo. Najbolj so vina zastopana v naši kleti in najbolj zanimivo komercialno so tržna vina z vrst Repičan. To je ena naša posebnost, ki ga predelamo kar, rekel, več kot Metliška črnina in Belokranjca PTP. Potem seveda Metliška črnina PTP ne smemo pozabiti in Belokranjec PTP. Potem se pa začnejo pa tale sortna vina, renski rizlingi, rumeni muškati, vsekakor. Potem pa modra frankinja je pomembna vodilna rdeča sorta, to je, imam ravno kar v kozarcu, to mi je eno všečno vino, ki ga rad okušam dnevno, dan na dan, se reče, in na tej sorti veliko delamo, zboljšujemo kakovost iz leta v leto, tako da to opažajo tudi naši pivci, rečemo naši kupci in zato pa tudi delo teče nam. Velika je naša vinska zgodba za nas Slovence, vendar v vinskem svetu smo majhni. In prav po zaslugi takih, kot je gospod Prus, postajamo prepoznavni v svetu. London pravite. Da, poslali smo 4 vzorce na dekanter na ocenjevanje v London. To pomeni, da pričakujemo zdaj po vinski vigredi rezultate, tako ravno ocenujedo zdaj te rezultate, zdaj toliko vinski vigredi tam v Londonu ocenujedo ta vina, so 4. Smo pa tudi oddali v Francijo na ocenjevanje vino Rosé letnik 2010, ki je med 800 vzorci prijel srebrno medaljo, kajti podelili so samo 100 medalj od 800 ocenjenih vin in naš Rosé je dobil srebrno medaljo v Cannesu v Franciji, tako da smo tudi tukaj zadovoljni. Ocenjevanje je bilo pa 27., 28. in 29. aprila, znači to pomeni, da je to friška zadeva. Kar pomeni, da smo do zdaj predelali že 4 rozeje, ki so dobili naziv vrhunsko kakovost, 5 pa tudi, ki je še v posodi in ta je že ima odločbo vrhunska kakovost za naprej. Roze se pa vse bolj vrača nazaj v trendu in tudi mi smo pravočasno pogruntali in imamo dopolnitev ponudbe. O Metliški črnini bomo govorili v nadaljevanju, sam pa razmišljamo po pogledu na vinsko vigred, da je z njo ta država zopet bogatejša za prireditev, ki ozlajša pravzaprav ta pogled v te naše kmečke podeželske ozare. In prav zaradi tega se mi zdi vredno, da skozi kupico vina pogledamo resnici v oči. Gre za to, da je ta pokrajina ostala praktično brez možnosti za zaposlitev in da so prav ti belokranjski ljudje s pridnostjo, z marljivostjo dosegli, da ne čutijo pomankanja. Zagotovo nimajo ničesar preveč, ampak imajo tisto, kar je znanje, imajo pridne, marljive roke in imajo s soncem ozlajšano deželo, ki daje možnosti za razvoj vinogradništva.
povsem vseeno je, ali bilo spečenih 200 ali 20 odojkov in jagenčkov. To ni pomembno. Pomembno je, da se imajo s čim pohvaliti in pomembno je, da na tej prireditvi sami sebi povedo, v tej deželi je živeti lepo. In tega ne znajo nikoder po svetu. Gre za globalni čas, ki pravzaprav pomeni samo denar v žepu, blagostanje in velikost nekega človeka. Sam pa mislim, da je ta veličina ustvarjena s pridnostjo, z marljivostjo, pravzaprav željo po ustvarjanju, ki kar kipi, lahko bi rekli, na slehernem koraku, takrat, ko je potrebno postoriti to in ono v vinogradu. Nikoli ni problem vstati, oditi v vinograd in postoriti tisto, kar se seveda mora. To Belokranjci zagotovo znajo. In ob vsem, kar smo že povedali in še bomo, bi lahko rekel, da tudi tu, v tej beli krajini, 3 stebre zagotovo drži družina, naša mama. In one, kljub temu, da gre za vinsko prireditev, vedno pristopijo zraven. Če ne drugače pa z pogačo. No, in poslušajmo jih. Glede na to, da je 30. vinska Vigred in da sodelujemo že 30 let z vinogradniki in na vinski Vigredi, smo pripravili 3 sklope razstave domačih jedi, ki so dejansko povezani z vinsko Vigredjo. In sicer ena tema je naša ajda, ajdove jedi, ki je dolga več kot 30 let in bo verjetno tudi še naprej. Drugo temo, ki smo jo izbrali, je ohcet. Saj smo se včasih veliko več je bilo ohceti, pa se verjetno tudi zdaj po naših informacijah tudi vračajo. In tretji sklop naše predstavitve je delo v vinogradu in trgatev. Se pravi, kaj pogostimo ob trgatvi sedaj in kaj smo nekoč. Ravno tako smo svoj prostor dali belokranjski pogači, se pravi razvoj belokranjske pogače do pridobitve certifikata. Ja, sam vam povsem zaupam in verjamem, ampak vi brez certifikata pravite, da ne morete in da je pogača zato še slajša. Letos smo dodatno podelili na vinski Vigredi 7 proizvajalcev, se pravi, da jih imamo sedaj že 32 v sistemu certifikata. Vedno pa razmišljam o tem, da je prenos znanja vse slabši, predvsem zaradi tega, ker tisto, kar pripoveduje mama, ni več na iPodu. Ja, prav ste slišali. Gre pa za to, da je to tradicijo, to resnico, to znanje potrebno prenesti na mlade. Za to skrbite? Ja, mi se trudimo, da mlade učimo starih običajev, da sodelujemo tudi z Društvom prijateljev mladine, z starostniki smo letos naredili en lep dogodek, ravno tako peka belokranjske pogače za vse, ki si to zaželijo in lahko zorganizirajo. Seveda, poleg vinske Vigredi smo vedno prisotni na martinovanju, na darovih jeseni v jeseni, poleti na kmečkem prazniku in na ostalih prireditvah, kjer je vabilo strani občine ali ostalih društev znotraj občine Metlika. Ja, velikokrat me sprašujejo, zakaj, da je kaj boljše in kaj je tisto drugačno v Metliki. Lahko rečem, da je to, da stopijo skupaj ljudje in si pomagajo, koliko jih sodeluje. V tem je čar te prireditve. Dejansko pa brez metliške črnine ne gre in Plutovi so letos menda pridelali najboljšo. Ampak ne gremo takoj k Plutovim. Najprej bomo zaigrali eno. Ja, metliški črnini gre to, pa vendarno nekdo jo je moral pridelati in postaviti v pokušino in zmagati. No, in pri Plutovih pravijo, da imajo vinograde zasnovane takole. Doma pridelujemo približno 4,5 hektara vinograda, kar znaša okoli 18,000 trt. Večinoma pridelujemo metliško črnino in pa belokranjec, oba seveda PTP. Zraven pa tudi pridelujemo rumeni muškat, sauvignon in pa sij pinot, kar so naše najbolj poglavite panoge. Letos smo osvojili šampiona metliško črnino
smo zelo zadovoljni, sploh v teh časih, ko je splošna finančna kriza, kjer vsaka dodatna reklama pride prav, da se malo poviša prodaja. Ja, sigurno, šampionom se prodaja avtomatsko poveča, to je ena vinska Vigrad, ti da ogromno reklamo, obisk tukaj na Vigradi je ogromen. Veliko ljudi tudi pride sem noter na te degustacije vodene in takšne drugačne degustacije, vino probajo, vidijo dejansko njegovo kvaliteto in se v večini primerih tudi odločijo in ga potem tudi kupijo. Ja, če sem včasih rekel, da je taka prireditev zame in za prijatelje in za nas same, pa praktično, ko gre za gospodarsko dejavnost, ne morem mimo teh promotivnih učinkov. Promocija samega vina je izjemno pomembna v tem času in predvsem s tako prireditvijo v domačem avtohtonem okolju se postori največ. Gre za to, da se kupci oziroma tisti, ki potrebujejo vino, srečajo z vinom na drugačen način in da ga začutijo tako, kot sem že rekel na začetku, da je vino tisto, ki naše bregove spremeni v vinograd, da na teh bregovih ne raste grmovje in kupinje, da se na teh bregovih pravzaprav dogaja naša kultura. Mi to želeli tako razumeti ali ne. In predvsem takrat, ko govorimo o najboljšem vinu, lahko rečemo, da je najboljše vino prodano vino in da tu znotraj moramo veliko postoriti, da vse izvedo za nas. Mnogi, ko razmišljajo o svojem najboljšem, mislijo, da je že s tem podana tudi kupna moč samega vina, prodajna moč bi temu lahko rekli. Pa ne, potrebno je, da se predstavimo, pomembno je, da se pojavimo v tem našem prostoru kot vinska dežela. In kar sem že rekel na cvičkariji, naj ponovim še enkrat. Gre za to, da bi Slovenija morala stopiti skupaj in postaviti ne tako, kot smo včasih zaščitno znamko slovenskega vina. Ne. Ampak postaviti bi morali vinsko karto, na kateri so vsi ti drobni kamenčki iskati v mozaik, ki bi mu prisluhnili, ga opazili vsi vinski sladokusci sveta. In skupaj bi morali to promocijo udejanjati pravzaprav v tem slovenskem prostoru. Namreč Cviček recimo ni konkurenca Metliški Črnini. Oba dva skupaj sta velika v tem slovenskem prostoru. Tako gledam na to in en drugemu lahko pomagata do prodaje, saj gre za povsem različni vini, ki nimata skupnega skoraj da nič, razen pridnega, marljivega človeka, pridelovalnih pogojev, različnost pa, ja, tu je potrebno še marsikaj postoriti. No in na mladih je pravzaprav red, da postorijo to in ono in kako mladi razmišljajo o promociji. Promocija za vinogradništvo v teh časih je zelo pomembna, zdaj konkurenca v Beli krajini je vse večja in glavno zdaj je najbolj pomembna promocija. Če ni promocije, tudi ničesar drugega ni. Mogoče se bo malo grobo slišalo, pa vendar nekateri bi s tem vinom radi samo zaslužili. To so vinski trgovci, to so vsi tisti, ki na nek način podirajo to zgodbo, ki smo jo dosedaj v tej vdaji pravzaprav poskušali vam predstaviti. Gre za to, da kupujejo vse povprek in mešajo skupaj ravno kar jim paše in da inšpektori tu lovijo in iščejo te, ki tako počnejo s tem vinom. In tu znotraj bi lahko prav sami vinogradniki in pa tudi gostinci poskrbeli za to, da bi se tu znotraj kaj postorilo drugače. Če kdo, potem tisti domači gostinec v našem domačem okolju mora poskrbeti, torej gostilno mislim, mora poskrbeti za to, da se toči dobro vino. In včasih ni bilo pomembno vse ostalo, ni bila pomembna kelnerica, tako kot je danes, ampak je bilo pomembno, kakšno vino si toči, kakšne kvalitete je. In mislim, da bi prav gostincem moralo biti popolnoma jasno, da so tu skupaj z vinogradnikom na istem bregu. In da je včasih tisti judežev cvenk, ki ga vzameš za to, da prodaš nekaj, kar ni vrhunske kvalitete, pravzaprav tisti, ki povzroči, da znotraj samega tega vinskega prostora storimo hudo napako. Namreč ta napaka se ne odpravi kar tako. In prav zaradi tega Društvo vinogradnikov v Metliki podeljuje Laknerjevo priznanje za najboljšo gostilno,
ker hočejo povedati, da je ta gostilna tisti pravi promotor kulturnega pitja vin. Da tam ne gre za to, da se ga prodaja v potokih, da tam ne more se zgoditi, da tisto, kar predstavi sam gostinec kot vsebino, da bi bilo to nekaj drugega, in to je tisto, kar je pravo. No in letos so to priznanje podelili. Ja, moram se najprej zahvaliti Društvu vinogradnikov Metlika za podelitev Laknerjeve čaše odličnosti. Moram povedati, da nam to izredno pomeni, ta nagrada, za vsa trud, ki smo ga do zdaj v teh letih vložili v izbor vin, belokranjski vin, ker paleta belokranjski vin je izredno široka, izbira vinogradnikov je vse boljša, tako da smo res počaščeni s tem in vina napreduje iz leta v leto, zraven pa ponujamo še tudi vso belokranjsko hrano, ki seveda sopada z vrhunskim vinom. Ja, res je, belokranjska ponudba vin je iz leto širša. Mislim, da se to čuti ne samo v Beli krajini, tudi ven naših meja, tako da napreduje izredno, zraven pa tudi pripomoremo gostinci in tudi ta prireditev, kot je podelitev čaše, pripomore izredno k dvigu kakovosti pitja belokranjskega vina. Poglejte, v našem gostišču predvsem nudimo najprej belokranjska vina, predvsem ljudje sprašujejo trenutno po rdeči vini Metliška, Črnina, Modra, Frankina, zraven ponujemo paleto vin, ki seveda spadajo zraven, ki mislim, da so v slovenskem vrhu in tudi še kje več. Ja, Vigret je bila, združevala je ljudi in tudi tiste, ki imajo radi vino. Pa ne zaradi tega, da bi delali reklamo za njega, ampak zaradi tega, ker se od vina v tej naši deželi živi.